Kar se tiče kadra, razen Davida Bunderle, kateri je poškodovan, nimamo težav. Bojo vsi fantje na red, to pomeni, da imamo širok izbor igralcev za to tekmo. Priprave potekajo normalno, brez nekih posebnosti. Danes smo zjutraj trenirali, zvečer gremo v karanteno, da se kar se da dobro pripravimo za jutrišnjo tekmo. Sigurno da je pomembno, da zadenemo, kajti tako bi nam bilo lažje. Moramo graditi na prvem polčasu v Videotonu. Mislim, da smo igrali dobro, kontrolirali celotni polčas. V drugem polčasu smo nekoliko padli, vendar vemo, kaj nam je za delati in upamo, da prikažemo igro iz prvega polčasa in da gremo naprej. Jači so vedno nam pomagajo, so naš 12. igralec na igrišču, tako da mislim, da če jih bo v velikem številu, nam bojo sigurno pomagali. Jaz upam, da bomo čim boljše stali na igrišču in da ne dobimo gola, pa da v napadu damo kakšnega in to je to, da gremo naprej. Se sledi njihovim izjavam po tekmi, ali pa tudi pred tekmo, so zelo samozavestni, celo v nekih trenutkih pretirano, prepričani v njihovo napredovanje. To pomeni, da verjamejo, da so boljši kot mi. Na igrišču moramo pa mi pokazati, da ni tako. Kako bojo nastopili, mislim, da tu večjih dilem ni, kajti oni v domačem prvenstvu in pa na vseh tekmah, katere smo gledali, niso igrali zaprto, ampak so želeli igrati. Prepričan sem, da na osnovi tega, kako so v drugem polčasu šli bolj odprto v boj in s to malo drugačno postavitvijo, da bojo nastopili tudi tokrat tako. Da bojo šli odprto v boj, neko zadržana igra jim sigurno ne bo koristila, tako da sem prepričan, da bojo začeli zelo agresivno na naš gol. Po drugi strani, če se pa to ne zgodi, pa je toliko boljše za nas, kajti s tem bomo lahko oziroma lažje kontrolirali igro in imeli več posesti, več žogov posesti, s tem enostavno njihov ritem igre pade in tu potem mi se krepimo, tako da pripravljeni smo, kot je že Rajčević rekel, na obe, kaj se bo na terenu samem zgodilo, bomo pa na osnovi tega potem tudi mi reagirali oziroma želimo si takoj biti zelo nevarni za gol, ne samo čakati.